Po knjižnem prvencu Lepo spi lepotec, ki je osnovnošolki Uli Bratkovič pred 2 letoma prinesel zmago na prvem natečaju Mladi pisatelj založbe Petka, je na knjižne police zdaj priromala še njena povsem sveža knjiga Če bi zvezde izpolnjevale želje. V pogovoru z avtorico in vneto bralko so jo nedavno predstavili pred kostanjeviško osnovno šolo. Berem predvsem zato, da res razumem druge svetove, pa druge ljudi, ker se mi to zdi res noro pomembno, ker kako boš drugače razumel sočloveka, kot da ga poslušaš. Piše, dodaja, pa predvsem zato, da bi drugi slišali in razumeli njo. Ker včasih ne paše direkt v glavo povedati nečesa, ker te je sram in že nekako veš, kako se bo odvil, in je veliko lažje to napisati in počakati in upati, da bodo te ljudje to prebrali in te probali razumeti. Na papir najraje preliva razmišljanja in besede o njej najljubši temi, ljubezni. Moja ljubezen, jaz obožujem ljubezen že od nekdaj. Pač vse knjige, vse, kar preberem, vse, kar vem, je v srčkih in to me najbolj veseli v življenju. 14-letna Ula je prva mlada pisateljica leta, ki se lahko pohvali z drugo in z več vidikov dragoceno knjigo. Knjiga je namenjena vsem najstnikom in tistim, ki smo to nekoč bili. Dragocena se mi zdi pa predvsem zato, ker dobimo tak čudovit pogled v razmišljanje in življenje najstnikov, ker marsikdaj mislimo, da so drugačni, kot v resnici so, in so bistveno globji in bistveno bolj razmišljujoči, za kakršne jih mi imamo, in knjiga to zelo jasno prikazuje. Na devetošolko in mlado pisateljico so ob starših ponosni tudi v kostanjeviški osnovni šoli, kjer je med mladimi bralci toplo sprejet že njen knjižni prvenec. Otroci jo radi berejo, gre pravzaprav res za življenje najstnika in takšnih knjig je pri nas v Sloveniji zelo malo, predvsem slovenskih avtorjev. Tako da včasih imajo najstniki kar težave izbrati knjigo, ki jih bo nekako potegnila, ki pripoveduje v njihovem življenju, v njihovem vsakdanu, in Uline knjige so prav takšne. Najstniki in mladi po srcu se bodo zato z veseljem podali tudi v vrstice njene druge knjige. Jaz res obožujem vse bralce mojih knjig. Odzivi so vedno pozitivni. Ne vem, če sem kdaj dobila kako res udarno kritiko. Večinoma je res pozitivna in to me res noro veseli. Skorajšnja srednješolka gotovo še ni zapisala zadnje besede. 3. knjiga bo, ne vem še kdaj. Bo pa. Kmalu. Recimo. V mislih mlade pisateljice je, ko dodaja, nova knjiga pravzaprav že zasnovana. Založba Petka bo vedno nudila podporo vsem mladim, ki želijo pisati in ki dobro pišejo, ker mislim, da je ključno, da skrbimo za slovensko besedo in za lepo pisano besedo. Tako da Ula pa sploh, ko pride 3. knjiga in že vemo, da bo prišla 3. knjiga, seveda Založba Petka bo 100% podprla. Še pred 3. knjigo pa bo luč sveta nemara ugledala prva pesniška zbirka Ule Bratkovič. Pesmice so taka enostaven način, da pač malo izliješ malo sebe ven. Ne vem, po noč ne moreš spati, vzameš tisti kemiko posli in napišeš vse, kar imaš v glavi, in naslednji dan itak nima smisla, zveni obupno, ampak pol spremeniš v pesem in je lepo in je ganljivo in ti mami joče, ko prebereš. Solze po licih bodo potemtakem povzele še marsikateremu bralcu, ki bo v roke vzel in se posvetil poeziji uspešne mlade ustvarjalke.